Jaz sem drugače pripričan, da tebi to ne zelo ful smešno zgleda, ne? Dobro jutro. Dan 2, automated driving, oziroma avtonomna vožnja. Tole bo pa zanimivo, po mojem, no. Glej, kaj bi nežika. My name is Andrej Hof, I'm head of the self-driving car project at Continental. Po mojem najbolj še takole povem, ne, za 90% vseh prometnih nesreč je v prvi vrsti odgovoren voznik sam. In pa bolj gruntaš, ne, kako bi celo situacijo rešil, slej prej priješ do tega, da bi bilo fajn, da bi vožnjo vsaj delno ali pa kar popolno zaupal še komu drugmu kot sam vozniku. Ves tisti zapravljen čas, ki ga ti preživiš, lahko tudi ure in ure na dan v avtu, bi kar naenkrat lahko postal koristen. Mislim, to so problemi, s katerimi se ukvarja vsa avtomobilska industrija, ne samo Continental, to je jasno. No in če preidem k bistvu, ne, Continental se na področju avtonomne vožnje ukvarja predvsem s 3 področji, in sicer z delno samovozečimi avti, s takšnimi, v katerih vedno lahko tudi sam nazaj prevzameš kontrolo. Drugo področje je samodejno parkiranje, to mislim, da že kar dobro poznamo. Ta tretje je pa popolnoma avtonomna mobilnostna izkušnja. In highlight tega je ta zadeva, ki jo vidiš za mano. Imenuje se Cube in to bi bila ena takih rešitev, ki bi predvsem v urbanih okoljih lahko prav prišla. Da se pa en tak Cube zgodi, ne, je pa najbolj smešen, ko pol pogledaš, kolikine tehnologije mora iti vse to, da vse to, kar sem zdaj razložil, štima, da deluje. In kako je cela zadeva kompleksna, po mojem najbolj, da pogledaš tole sliko. A veš, že sam take osnovne stvari, ne, da se avto znajde, rab odlične laserje, radarje, kamere, pa kupenih kontrolnih enot, ko to vse skupaj organizirajo, pa spravijo eno take koristne informacije, ki jih pol ta zadeva izkorišča, da se premika, pa da se ne zgodi nič takega, nepredvidljivega. Ampak ne gre samo za to, ne. Ti moraš imeti v avtu tudi sisteme, ki nadzirajo voznika, njegov obraz, da vejo, kaj voznik v enem trenutku počne. A ti spiš, ali bereš, ali približno spremljaš, kaj se zunaj dogaja. To se pravi, kaj avto samo od sebe vozi, hkrati nadzira tudi voznika, ne samo cesto pred sabo. It's a camera that faces the driver. If I see a cool car in the rear mirror, a Porsche, and I want to check it out, so I have a look in the rear mirror. Oh, okay, I have to concentrate. But I want to write a WhatsApp message to my good friend to tell him about the cool Porsche I just saw. So I have a smartphone in my hand. Please concentrate. We are able to detect various kinds of distraction that may happen within the car. I think also really nice implementation is that we included the steering information so you can see turning the wheels. Ok, parkiranje s 360-stopinskim pregledom okolice, to ni nič novega. Ampak to, kar pa zdaj razvijajo, pa tudi mene malo presenetilo, in sicer, da ti avto lahko natreniraš, kaj hočeš od njega. Ko priješ pač na določeno lokacijo, ali je to pisarna, ali je to doma, ali ima recimo friend bajto, pa ima malo smotan parking, pa ti je malo neugodno. Avto se s pomočjo posebnih programov tega nauči in pol vnaprej ve, da ko prideš tih friendu, ti lahko sam ven za avto stopaš, pa na telefonu stisneš gumb, pa rečeš avto, parkiri se, ti veš kam, mene pa malo smotan, boš raj to sam naredil. No zdaj pa tale na vrsti, cruising šofer se mu reče. Zdaj bomo preverili en tak zanimiv scenarij, in sicer recimo, da si ti voznik v avtu, ko pelje sam, pa se nekaj zgodi, pa te on prosi, da prevzameš kontrolo. Ti imaš mogoče eno težavo, pa tega ne moreš narediti, in kaj se pol zgodi, kako avto reagira? Well, the color is one option to show this to the driver. Now there's the warning. I'm ignoring it. And now the car takes us here to the shoulder. It slows down as the hazard lights are on, so also on the outside. Zdaj pa še tretja, ta zadnja postaja, šotor zadnji, pa vidiš, gor piše elektrifikacija. The electric vehicle, we think, has its breakthrough still ahead. A veš, električna mobilnost se spopada s številnimi izzivi, ne. Zdaj tisti, ki najbolj osnovni so doseg, čas polnjenja, pa recimo tudi cena. No pa se pa znamke, ki imajo kakršenkoli upravek z električnimi vozili, spopadajo tudi številnimi manjšimi problemi ali pa rečemo temu izzivi. Začne se seveda že tudi pri gumah. V primeru Continentala tudi s takim zanimivim, dosti inovativnim zavornim sistemom. Veš, vse skupaj malo drugače izgleda, kot smo vajeni, ne. Tale zavorni sistem je Continental pogruntil za električna vozila. Prva stvar, ki je zanimiva, je, da je tale zavorni kolut, veš, kako je velik, sestavljen iz ene posebne vrste aluminija, ki je seveda popolnoma odporen proti koroziji. Sama velikost zavornega sistema pomeni tudi to, da mora čeljust aplicirati manj sile, da se avto zaustavi, ker konec koncev v povezavi z električnimi avtomobili pomeni tudi to, da je potrebno manj energije, in glih pri električnih avtih je to lahko velika prednost. Tale majhna zadeva tukaj lahko zgleda, je pa elektronsko reguliran nosilec motorja. Njegova prednost pa pride v upoštev predvsem takrat, ko se voznik oziroma uporabnik želi otresti tistih negativnih ali pa recimo motečih vibracij. Zdaj pa praksa, pa že tukaj lahko rečem, da bo verjetno kar zanimiva, zato ker
Veš to? To je pravzaprav prenosna enota, ki meri izpuste in na tak način lahko uživo med vožnjo testiraš, kakšni so prihranki ali pa izgube. Tako. Ampak še prej se bomo pa zapeljali s telim Scenikom, jaz sem to že mislim, da enkrat povedal, ne? Ampak to je prvi avto na svetu, ki je nekakšen mikrohibrid, ko zdaj razložil, zakaj je to lahko dobro. The main target is to reduce the CO2, also fuel consumption, and we are doing this by charging a battery with the braking energy to support the combustion engine with the electrical machine. Zdaj, če poenostavim to, kar smo zvedeli, ne, ta 48-voltna baterija je med drugim v avtu tudi zato, da vpliva na ekonomičnost. Continental pravi, da je ta avto lahko tudi zaradi tega sistema do 13% bolj varčen. No, tole je pa Zoe, gor piše pa Automated Wireless Charging. V bistvu gre za brezžičen sistem polnjenja za brezžičen sistem polnjenja avtomobila. Zdaj, če ti hočeš avto na tak način napolniti, moraš zapeljati natančno nad točko, kjer se lahko polni. In Continental je razvil en tak sistem, ki je lahko ful natančen, tako da si bomo zdaj tu pogledali. First of all, I try to align the center of the vehicle with the center of the circle. Now I'm completely above, but still 30 centimeters to go. And here now the final position is a misalignment of only 4 centimeters. In mimogrede, ne, ta sistem indukcijskega polnjenja je pa lahko povezan tudi s tisto tehnologijo samodejnega parkiranja, ki ti lahko avto natreniraš, da se sam zapelje kam. Tole pa zgleda plošča, ne? Če že pokažem, kako je, če ni plastike čez. Veš? Predviden čas polnjenja bo pa tako, kot pri drugih električnih ali pa hibridnih vozilih, približno 8 ur, če boš doma to delal. Pristali smo ful prepozen, boarding je že zdavni min, ampak vseeno upamo, da nas avion na Dunaju počaka. Jaz sem drugače pripričan, da tebi tole zelo ful smešno zgleda, ne? Se meni tudi mar, tam to pa spet ne. Moram reči, jasno. Dobrodošli na Ljubljanskem letališču. Nič, jaz moram dan. Adijo.